mislim, da je bilo vsaj eno sporočilo tako, da si zasluži velik poudarek. To pa je bilo neposredno jasno priznanje gospe Melite Župevc kot predsednice komisije, da ni našla najmanjšega dokaza, da bi se denar od neke druge razvpite afere, vsi dobro vemo katere, prelival v brezplačnike. Teza, da so bili brezplačniki financirani s nekim denarjem od Patrije, veste, da je bila v resnici temeljni kamen, na katerem so oni gradili še eno pravljico, ki se jim je zdaj sesula v prah. To je izredno pomembno že zaradi tega, ker dokazuje tisto, kar sem omenil in potrjuje celoti, kar sem omenil že takrat, ko so mene očitno protipravno, se mi je v celoti dalo prav tudi Ustavno sodišče razrešili kot predsednika komisije za preiskavo zgodbe o oklepnikih 8x8. To pa je, da se seveda na smrt bojijo resnice in da ko bo padla ena pravljica, se bodo domine začele podirati ena za drugo in na koncu se bo cela hiša iz kart, ki so jo gradili že pred prejšnjimi volitvami in ves čas tega mandata, sesula v nič. Tisto, kar v resnici je. Na okolju ničesar, v sredini je pa votlja. Sama preiskava se je zdaj zaradi njenega konca v celoti sprevrgla v farso in mislim, da bi za to resnično morali nekateri odgovarjati. Najboljš tudi vrniti tiste dodatke, ki so jih prejeli kot predsedniki oziroma člani komisije. Namreč spomnil bi, da zakon o parlamentarni preiskavi kot enega treh temeljnih členov, edinega, ki je v tem primeru relevanten, določa, da se ugotavlja politična odgovornost nosilcev javnih funkcij. Ta komisija pa je svoje delo zaključila, tako da je preklicala že sklicane seje komisije v paniki zaradi tega, ker je prišel predlog, da bi tudi člani iz vrst SDS sodelovali pri pripravi poročila in pri ključnih končnih zaslišanjih in ni zaslišala niti enega samega nosilca javne funkcije. Prosim, pejte jih vprašajte, če so za ugotavljanje odgovornosti nosilcev javnih funkcij. Torej, prvi člen zakona o parlamentarni preiskavi in govori o odgovornosti. Kako so pa lahko ugotavljali odgovornost, če niti enega nosilca javne funkcije, niti enega poslanca, niti enega iz vrha politike, nikogar sploh zaslišali niso. To je seveda očiten dokaz, da gre za manipulacijo in kronski dokaz ste lahko danes videli tudi na lastne oči. Kajti skrivajo svoje končno poročilo pred javnostjo, pri tem se zgovarjajo na različne podatke, ampak bi vas spomnil, da po istem zakonu, točno isti je ves čas, po vseh istih predpisih, je bilo celo poročilo v zvezi z oklepniki 6x6 javno. Le v nekaterih dokumentih, ki so bili že prej opredeljeni kot državna tajnost oziroma s ustrezno stopnjo zaupnosti, so bili prečrtani določeni podatki. Ne pa, da mi kot člani parlamenta ne moramo priti do tega poročila, niti potem, ko je že na 2 tiskovnih konferencah predstavljeno javnosti. Jasno je, da je to čisto navadna manipulacija, pa čisto nič drugega. Če nimaš kaj pokazati, potem boš tisto skrival in trdil, da je tisto velik kup zlata. Najbrž je res velik kup česa, pa rajš ne bi komentiral. Za obremenitve, ki jih oni naštevajo, lahko samo ugotovimo, da se je izkazalo, da nič od tega, kar oni navajajo, ni res, če samo malo pogledamo nazaj. Spomnil bi, da je gospod Hvauc, ko je bil zaslišan, javno povedal, ker zaslišanje pa bilo javno, da popuste, kakršne so dali brezplačnikom, tema konkretno tema dvema, so dajali tudi vsem drugim množičnim medijem in to praviloma večje popuste, kot sta jih prejela ta dva brezplačnika. Kako se lahko potem omeji s tako ugotovitvijo gospa predsednica v svojem poročilu in zato dobi glasove seveda svojih iz nekdanje koalicije, ne najbrž obrazloži samo ona sama. Ampak jasno je, da je seveda to neutemeljeno in da gre za očitno zlorabo tako dokumenta, kot tudi izjav ljudi, ki so bili zaslišani.
Kakšen bo torej končen učinek te zgodbe? Eden je pozitiven, tega pozdravljam. To, da se je razkrinkalo kot velika, debela laž, tisto, kar se je trdilo od časa prejšnjih volitev naprej, da ne bi brezplačniki bili financirani s nekim denarjem od Patrije. To je zdaj zanikala tudi gospa predsednica, to je dobro. To je tudi dobro za politično kulturo v Sloveniji, da se enkrat vidi, da ima vsaka laž kratke noge in da pač vseh ljudi neskončno dolgo za nos ni mogoče vleči. Tisto, kar pa vidim kot temeljni problem te zgodbe, pa je, slovenski medijski prostor je zaradi jezikovne bariere, ker nas je samo 2 milijona, sorazmerno omejen. Vsi mediji, ki tukaj delate, ki tukaj izhajate, veste, kako težko se je boriti na takem trgu, tudi če si že uveljavljen medij. Kako hudo je šele tukaj začeti z nekim novim medijem. In ta komisija je zdaj v praksi se pokazala kot zgolj neko orodje zastraševanja, zato da ja ne bi kdo kdaj poskusil z nekim novim, drugačnim, drugim vrednotam, zavezanim medijem, kot so tisti, ki so sicer že v večini. To pomeni, da niti tržnih niš najbrž nihče več ne bo upal izkoristiti po tej izkušnji osebne in druge siceršnje diskreditacije, kot so jo bili deležni tisti, ki so s tema dvema medijema poskušali obogatiti slovenski medijski prostor. In zaradi tega je končen učinek te komisije zagotovo z demokratičnega vidika izrazito negativen, ker bo samo neko jasno, žalostno sporočilo komorkoli, ki bi želel štartati nov medij, naj tega ne stori, ker bo deležen obračunavanja, diskreditacije in tudi, če neha izhaja, se bo okoli vsega, kar bo storil, še dolgo govorilo zelo slabe stvari. In mislim, da zaradi tega, ker je slovenski medijski prostor izjemno pomemben, ker je pač vsa demokracija, če nimamo resnično pluralnih medijev in vsakomur, vsak trenutek z različnih prednostnih zornih kotov, dostopni informacije o katerikoli relevantni temi družbenega življenja, potem je demokracija samo farsa. In zaradi tega je treba prvo in najprej ugotavljati, če komu politično odgovornost, gospe Mileti Župevc in pa član te menda preiskovalne komisije, ki očitno ni preiskala niti enega nosilca javne funkcije, šla pa je na obilico različnih obtožb. To se seveda ne dela, to pomeni, da je bilo celotno delo te komisije zaradi konca takšen, kakor še ni bil, povsem diskreditirano zaradi ravnanja teh članov in predsednice komisije samih. S tem je seveda dan še en negativen madež podobi državnega zbora in delu vseh preiskovalnih komisij in to je kaj slaba popotnica za